Pozdravljen, narod moj slovenski, pozdravljen iz globin srca, pozdravljen v stvarnosti slovenski, ki seže do globin srca. Naj ti zapojem najprej pesem, ki druži nas od vekomaj, ki v širni svet s seboj nesem, prinesem vedno jo nazaj. Prijatelji, obrodile so trte, vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi. V potrtih prsih up budi. Komu napred veselo zdravnico, bratje, ćemo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. V sovražnike z oblakov rodu naj našga trešči grom. Prost, ko je bil očakal naprej, naj bo Slovencov dom, naj zdrobenih roke si spone, ki še teže. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred spet nasa bosta last. Bog živi vas Slovenke, prelepe žlahtne rožice, ni take mladenke, ko naše krvi dekle. Naj sinov, zarodnov, iz vas bo strah sovražnikov.
Mladenči, zdaj se pije zdravljica vaša, vi, naš up. Ljubezni domačije, noben vam naj ne usmrti strup. Ker zdaj vas, kakor nas, jo srčno branit kliče čast. Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, dekoter sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Delojak prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo nejak. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase dignimo. Ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Pozdrav je izraz omike in olike. Je priložnost za pogled naravnost v oči soljudi. Pozdrav je priložnost za iskrenost, mora biti tudi za iskrivost. Gospe in gospodje,
gospod Aleš Hojs, predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Prosim. Spoštovane Slovenke, Slovenci, spoštovani poslanci in poslanke prvega demokratično izvoljenega parlamenta, spoštovani ministri prve slovenske vlade, osamosvojitvene vlade, spoštovani veterani vojne za Slovenijo, spoštovani predstavniki gibanj, novih strank in vseh tistih, ki jim je slovenska pomlad blizu. In povsem na koncu, pa ne zato, ker bi jih želel pozdraviti na koncu, ampak zaradi tega, ker je pozdrav za njih najpomembnejši. Spoštovani svojci vseh žrtev padlih v osamosvojitveni vojni. Lep dober večer. Pred nekaj meseci smo tu tudi praznovali in takrat smo slišali v enem od odgovorov, da bi na mestu, kjer stoji ta banka, morala stati velika luknja. Danes povem, da bi na tem trgu moral stati tudi spomenik samostojni in neodvisni Sloveniji. Pa ga ni. Celo lipo, ki jo je blagoslovil nadškof Šuštar, so z tega trga odstranili. Zato je naše združenje želelo na današnji dan vsaj simbolično, na nek način verodostojno postaviti tablo na drugo stolpnico. Tablo, na kateri bi se zahvalili vsem teritorialcem, vsem tistim, ki so izpolnjevali ukaze najvišjega političnega vodstva in ki so vojaško zavarovali našo osamosvojitev. Na žalost, to ni mogoče. Včeraj smo s strani države, torej v hierarhiji države so te ljudje, ki o tem odločajo, dobili sporočilo, da je ta fasada, da je ta stavba za take table zaščitena. Regus, work your way, verjetno ne veste, kaj to pomeni, tudi jaz ne, ampak to je samo ena od tabel, ki visi na tej stavbi. Torej, te in podobne table lahko visijo, naša ne more. Ampak ni najhuje to, da ne more viseti ta tabla. Najhuje je to, kar so nam znotraj tega nesoglasja sporočili. Sporočili so nam, z ostalimi veteranskimi organizacijami se dogovorite in skupaj sestavite tablo, ki bo primerna in na katero vam bomo dali soglasje. Z drugimi besedami, s tistimi, ki naše teritorialce ovajajo, s tistimi, ki pošiljajo naše brigadirje na sodišče, s tistimi se naj dogovorimo za primerno tablo. Bodite prepričani, da bodo na koncu zopet na nas leteli očitki, da ne želimo enotnosti. Pred nekaj dnevi se je končala koledarska pomlad. 25 koledarskih pomladi se je končalo od takrat, ko imamo samostojno državo. Ampak Slovenci pomladi ne razumemo kot koledarsko pomlad. Slovenci pomlad razumemo kot ideje, koncept, pot, ki smo ga začeli pred več kot 25 leti in ki je od nas, vseh državljanov, zahteval, da si izborimo samostojno državo, da živimo v demokraciji in da
to državo, to deželo naredimo tudi domovino. Nažalost, te pomladi še vedno ni povsem v naših krajih. Tam okoli leta 2013 se spominjam enega od predsednikov pomladne stranke, ki je povedal, da pomladi ni več. Danes ni ne tega predsednika, pa tudi te stranke skoraj da ni več. Pred dnevi sem nekaj podobnega slišal od visokih funkcionarjev druge pomladne stranke. A vendar sem prepričan, da smo danes brani tukaj tisti, ki slovensko pomlad razumemo točno tako, kot sem rekel, kot pot, ki nikoli ni zaključena. Nikoli ni dovolj prizadevanj, naporov, moči za to, da našo domovino, da našo državo naredimo boljšo. Zato vsem skupaj kličem na to, verjemimo v slovensko pomlad. To je, mislim, da tretja prireditev danes, ki se jo udeležujem. Verjamem, da ste tudi vi bili na mnogih. Prepričan sem, da jo spodobno in državnemu prazniku primerno praznujemo. Zato vsem skupaj prijeten večer na temu praznovanju in vsem skupaj živela Slovenija. Ko se jutro prebudi iz spanja mirnega, njem začutim moč življenja tvojega. Reke in potoki pesem svojo mi pojo, travniki livade v soncu dihajo. Še gozdovi zašumijo, vabijo gore. Za meglicami mi pohiti srce in prikaže se modrina od odsev neba. Toda javi tvoje morje se smehlja. Ljubim te, Slovenija zelena, moje si zavetje, moj si dom. Vetru oživela polja plešejo svoj ples. Žarki se love v krošnjah mladih
Daj, gremo. Naše si zavetje, naš si dom. Res najlepša si Dokler bom živel, te bom ljubil, predraga moja domovina. Že dolgo let živim na tujem, a ti ne greš mi iz spomina. Dokler bom živel, te bom ljubil, beseda blaga materina. Rad govorim jezike tuje, a jezik moj si ti edina. Dokler bom živel, te bom ljubil, slovenska narodna družina. Med tujim narodom prebivam, a tvojega se čutim sina. Dokler bom živel, te bom ljubil, moj narod, jezik, domovina. Naj Bog mi vnema to ljubezen, da je ne ohladi tujina. Nisem še videl vseh tvojih lepot, zopet in zopet nove odkrijem. Nisem okusil vseh tvojih sladkot, vedno še sladke in slajše užijem. Vse preveč kratka je pot, ki jo hodim, prekratke so moje dolge poti, da bi te mogel v celoti dojeti, dognati, spoznati, uvideti. In marsikatero že videno stvar, ki sem jo v srčne spomine skril, vidim, kot je še nisem videl, užijem, kot je še nisem uživ. Bo vedel, saj ve
kar zdaj ne znam. Nad mestom se dani, vsi dvomi jutranji so spet z menoj in si odgovori s teboj. Bo vedel vsaj večer, zakaj odhod in kam gre človek sam. Bom zmogla vsaj z nočjo vse to, kar zdaj ne znam. Nad mestom se dani, vsi dvomi jutranji so spet z menoj in vsi odgovori s Danise in sonce predira oblake, a v sebi še slišim zlovešče korake, kot da bi zaprli me v kak zapor, dušeča je mora, ta mora vseh mor. Danise in jaz sem vso noč prebedel, iščoč tisto vero, ki sem jo imel, ko narod moj vstal je za svojo zemljo, ubranil enotno jo, tudi s krvjo. Danise in gledam pred sabo vprašaj, zakaj nam želijo ukrasti naš raj, ta raj pod Triglavom od vekomaj naš? Bo čisto resnico premagala laž. Danise in v meni vse živo gori, dovolj je bilo vseh ponižanj skrbi. Zasije spet sonce naj nam nad zemljo, naj človek človeku poda spet roko. Danise in upanje v srcu plamti, pa daj stvarnik nakloni nam srečnejših dni. Naj mladi pastir na piščal zaigra in seže naj s pesmijo nam do srca. Bodi blagoslovljena, ti edina in ena. Bodi v prazničnem duhu priznana, vsem nam dana. Bodi nam mati, kot si vedno bila. Bodi nam dom, kjer živi mir rodbina. Da, bodi nam dom, domovina.
Pesem je bila vedno pri nas doma. Pelo ali igralo se je ob večerih, ob ognjiščih domačih. Pelo se je na polju ali ob katerem koli drugem delu. Pelo ali igralo se je tudi takrat, ko je pot vodila preko morja in nam širila obzorja. Pesem nas je opogumljala in bodrila. Pesem nas je delala ljudi tudi v časih, ki so bili nečloveški. Pesem, srčna in tako do konca naša. Pesem domovine in dušne miline. Pesem upanja in zaupanja. Pesem potokov in rek. Pesem gora in polja. Pesem pastircev. Pesem svobode. Pastirče mlado in milo,
Nori nam čas hiti, spet se nebo blešči, v zraku prežeča smrt zahrumi, več nikomur nima ljudi. Za njimi ostaja prah, a v tebi in v meni strah. Sprašujem se le, zakaj jemljejo naša vrag. Požalost objave vse, tema v srcih luč prižge, kot dobre spominje še, upanje vnese. In stisko mi se takrat prsim sem zavre, ne damo Slovenije. Čakam, da vrne se vse, kar umrlo je. Rad spet bi pel o lepih stvarih, ki življenja nam popestre. In spet rad bi bil pijan, lepot svojih lastnih sanj, da znova nazdravil bi naši Sloveniji. Vsi skupaj. Ne damo Slovenije, to naša dežela je. Vsi ljubimo jo zelo, nihče nam je vzel ne bo. Ne damo Slovenije, dopisa življenja je. Je tvoje in moje vse, ponosi, krasi ime. Ne damo Slovenije, to naša dežela je. Vsi ljubimo jo zelo, nihče nam ne vzel ne bo. Ne damo Slovenije, dopisa življenja je. Je tvoje in moje vse, ponosi, krasi ime. Ne damo Slovenije, to naša dežela je. Vsi ljubimo jo zelo, nihče nam ne vzel ne bo. Stati
in v obstati. Trubarjansko zapisano enkrat, a za vse večne čase. Kot merilo klenosti, neomajnosti, dostojanstva in ponosa. Da, vsega skupaj in vsakega posebej. Gospe in gospodje, gospod Janez Janša, prosim. Spoštovani Slovenke in Slovenci, dragi rojaki. Pred 25 leti sem bil soodgovoren za obrambni del osamosvojitve, zato mi dovolite, da, kar se ni moja navada, najprej preberem nekaj odstavkov iz uvoda k zborniku Vojna za Slovenijo. V zgodovini vsakega državotvornega naroda obstaja točno določen čas, ki je omogočil, da je narod postal suveren, sam svoj gospodar. Takšen čas, običajno vezan na dogodke, ki so omogočili osamosvojitev in postavitev na svetovni zemljevid, oziroma mednarodno priznanje, narodi po svetu častijo kot nekaj svetega, mu posvečajo državne praznike, po njem in dogodkih iz njega poimenujejo mesta, trge, ulice in odlikovanja. Takšen čas veže nase pozitiven odnos večine državljanov oziroma pripadnikov naroda. Takšen čas predstavlja vrednostno središče naroda. Za nas Slovence je to čas osamosvajanja. Znotraj tega časa, ki se v svoji zgodovinski končnici razteza od leta 1987 do leta 1992, posebej izstopajo dnevi vojne za Slovenijo. To so bili tedni, dnevi in ure v juniju in juliju 1991, ko je bilo dobesedno vse na kocki. Samostojna in evropska prihodnost Slovencev, demokratična ureditev, naša vera in postave. Blaginja pa tudi naša življenja. To so bili dnevi, ko se je maja 1990 sicer razoroženi narod postavil za svoje pravice, razglasil samostojno Slovenijo in se takoj zatem uprl v agresiji jugoslovanske armade. Tistih nekaj odstotkov Slovencev, ki so ob množični podpori naroda prijeli za vsako razpoložljivo orožje in se skupaj s civilno obrambo zoperstavili peti tehnično najmočnejši vojski v Evropi, svojim pogumom doseglo nemogoče in izpisalo končno dejanje prehoda slovenskega naroda v nacijo. Pogum, Pogum Slovencev je takrat občudoval ves svet. Predstavniki najmočnejših držav na svetu, ki so še nekaj dni pred vojno trdili, da nas nikoli ne bodo priznali, so zaradi tega poguma spremenili svoje stališče. Svetovni tisk je v nekaj dneh spremenil odnos do Slovenije in prestopil na našo stran. Naši rojaki po svetu, Slovenci po svetu, so kot eden stopili na ulice metropol, zasuli vlade s pismi in pozivi ter podprli boj svoje domovine proti Goljatu. Kljub nasprotovanjem osamosvojitvi v delu leve politike je bil narod enoten. Enoten kot še nikoli prej in zelo pogumen. To so bile svete ure, visoka pesem slovenskega naroda.
tega neizpodbitnega dejstva ni mogoče ne spremeniti in ne ponarediti. Tudi pozabiti in prekriti ne, čeprav se to vse od leta 1991 praktično poskuša. Zato povemo nekaj številk. Jugoslovanska armada je agresijo na Slovenijo začela z enotami, ki so skupaj štele 22.000 vojakov, častnikov in počastnikov. V tej vojni je imela jugoslovanska armada 48 mrtvih in 116 ranjenih. Enote teritorialne obrambe so v spopadih zajele 2663 njenih pripadnikov, medtem ko jih je prostovoljno na slovensko stran prebegnilo več kot 3000. Od 22.000 pripadnikov agresorske armade jih je v 7 dneh spopadov armada tukaj izgubila skoraj 6.000 ali več kot četrtino, med njimi nesorazmerno velik del, več kot 500 aktivnih častnikov in počastnikov. Enote teritorialne obrambe so imele v tem času 9 mrtvih in 44 ranjenih, slovenska policija pa 4 mrtve. Jugoslovanska armada je zajela samo enega častnika teritorialne obrambe in iz teritorialne obrambe v jugoslovansko armado ni prestopil nihče. Jugoslovanska armada je vojno v Sloveniji začela neprimerno močnejša. Slovenija ni bila sposobna takrat na začetku poklicati pod orožje niti toliko pripadnikov teritorialne obrambe, kolikor jih je jugoslovanska armada imela neposredno na našem ozemlju. Razlog je bil seveda pomanjkanje oborožitev. Slabih 10 dni kasneje se je položaj dodobra spremenil v našo korist. Ne samo, da je Slovenija zaradi zaplenjenega orožja in opreme lahko že 5. julija po 7 dneh oborožila 35.300 svojih vojakov, brez pripadnikov policije. Slovenija lahko takrat s pomočjo pridobljene težke oborožitve, predvsem protioklepnih in protiletalskih sredstev, lahko računala na uspešno zoperstavljanje katerikoli sili, ki bi jo lahko Beograd poslal na slovensko državo. In to dejstvo je odločilno vplivalo na spremembo strategije Slobodana Miloševića, tveganja nadaljevanja spopadov v Sloveniji je bilo preveliko, zato je srbsko vodstvo 10. julija sprejelo odločitev, da preko svojih ljudi v organih federacije umakne jugoslovansko armado, preostanek jugoslovanske armade iz Slovenije in se osredotoči na tako imenovano zavarovanje meja Velike Srbije. V vojni za Slovenijo je bilo veliko pomembnih dogodkov, ki so odločilno stkali tkanino zmage. V prvi analizi Republiškega štaba za teritorialno obrambo je upravičeno posebej poudarjena ustavitev oklepnih kolon na Medvedjeku in mostu pri Ormožu na samem začetku spopadov. V isto kategorijo lahko uvrstimo minometni napad na pristajalno stezo vojaškega letališča v Cerkljah. Ta je letalsko eskadriljo jugoslovanske armade, ki je bila v naši neposredni bližini oziroma našem ozemlju, pregnal Bihač. Osvojitev mejnih prehodov v Rožni dolini, Šentilu in na Holmcu, blokado oklepnih kolon jugoslovanske armade pri Dravogradu, kasneje pri Prilepih in na številnih drugih mestih po državi, sestrelitev sovražnih helikopterjev. Prvega je sestrelil gospod Zoran Drnovšek, ki je danes z nami in ga toplo pozdravljam. In seveda kasnejša osvojitev skladišč jugoslovanske armade. O tem danes velika večina Slovencev praktično ne ve nič. Po preučitvi vseh bojnih akcij teritorialne obrambe in slovenske policije, po 25 letih in po umestitvi vsega tega v čas in prostor, lahko danes brez večjih težav izdvojimo najpomembnejšo bojno akcijo teritorialne obrambe za osvoboditev Slovenije oziroma za zmago v vojni za Slovenijo.
To je bilo zavzetje skladišča Jugoslovanske armade pri Borovnici 28. junija 1991. Te akcije peščica pripadnikov specialne brigade pod poveljstvom takrat polkovnika, danes generala Antona Krkoviča, ki je tudi tukaj danes z nami. Lepo 22 pripadnikov iz vidniškega voda te brigade je v eni sami akciji, brez mrtvih, brez žrtve, v tem skladišču zaplenila večjo količino orožja, minsko-eksplozivnih sredstev in vojaške opreme, kot vse slovenske partizanske enote različnih velikosti v 4 letih bojnih akcij. Ta uspeh je bil popoln tudi zaradi tega, ker je bilo to skladišče v neposrednem dosegu močne koncentracije vojaštva Jugoslovanske armade na Vrhniki. Če parafriziramo, naj povem še to, da je bil to signal tudi drugim poveljstvom in enotam teritorialne obrambe po Sloveniji, ki so potem začela zavzemati ostala skladišča in Slovenija se je postavila obrambno na noge. Če parafriziramo znana izjava Winstona Churchilla po letalski bitki za Anglijo, lahko rečemo, da še nikoli v zgodovini slovenskega naroda tako veliko ljudi ni bilo dolžno tako velike hvaležnosti peščici svojih sonarodnjakov. Tragedija slovenskega naroda pa je, da nobenega od teh ne poznamo po imenu, po 25 letih. Enotnost naroda, pogum njegovega oboroženega dela, trdna politična volja vladne koalicije Demos pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika ter samoiniciativnost množice posameznih poveljnikov taktičnih enot teritorialne obrambe in slovenske policije so skovali zmago v vojni za Slovenijo. Zmago, ko svoji končnosti povzdignjeno na slovenski Olimp, zmago pomembnejšo od vseh bitk, ki so jih naši predniki, mnogokrat žal na tuj račun, bojevali skozi vrtince nehvaležne zgodovine preteklih stoletij. Vojna za Slovenijo je v dneh, ki bodo sledili temu prazniku pred 25 leti, vsak dan odkrila v Sloveniji na tisoče junakov v slovenskem narodu. Fantov in mož, ki so iz ljubezni do domovine premagali strah. Z orožje so prijeli zato, da branijo svoj dom, svojo vero in postavo, Slovenijo. Svoje delo so odlično opravili. Po zmagi so odšli domov, država jih je večinoma pozabila, domovina jih ne bo nikoli. Kajti to so bile svete ure, visoka pesem slovenskega naroda. Vstali smo in obstali. Čutil sem svojo dolžnost, da te odstavke tukaj preberem, tudi zato, ker bo ta krivica tem fantom popravljena šele po 25 letih. Končno je nek predsednik države sprejel odločitev, da se jim podeli državno odlikovanje, ki bo podeljeno
natančno na 25. obletnico na kraju, kjer so to akcijo izvedli 28. junija. Vam vsem skupaj pa hvala, ker ste danes prišli v takšnem številu. Tudi zato je bil skoraj potreben enak pogum kot pred 25 leti. S to našo proslavo so se ukvarjali na vse možne načine. Če bi se toliko ukvarjali s slovenskim gospodarstvom, bi Slovenija cvetela. In po 25 letih 10 do 15 tisoč mladim je bilo treba na leto odhajati iz Slovenije s trebuhom za kruh. Ampak s temi proslavami v Sloveniji so težave od samega začetka. Ko je pristojen odbor pred 25 leti pripravil tisto proslavo, veličastno proslavo, ki je bila 26. junija 1991 na tem trgu, je bilo mnogo nasprotovanja. Največ nasprotovanja prihajalo iz takratnega predsedstva Republike Slovenije. Eden od njih je dejal, da kaj pač smo proslavljati na ta žalostni dan. Zdaj od tistega žalostnega dne vedno sedi v prvi vrsti na državnih proslavah. Potem so bile... Potem so bile težave s častno četo, češ kaj smo dražiti z vojsko na tej proslavi. Potem, ko smo šli preko tega, so rekli, če bo že častna četa, naj bo brez orožja. Nad nami so leteli jugoslovanski migi, oni bi pa častno četo brez orožja. No in potem, ko je nekako bilo tudi to usklajeno, ko smo natančno pred 25 leti v tej stavbi pred mano tukaj izglasovali temeljno ustavno listino in s tem postavili ustavni temelj za razglasitev samostojne Slovenije, ter uro zatem tudi prevzeli efektivno oblast, dobili tudi nove simbole, končno je bila dana zelena luč tudi za tisto slovesnost. Ampak tudi na tisti slovesnosti ni šlo brez zapletov. Del scenarija je bil blagoslovitev osamosvojitvene lipe. Stala je tamle v tistem kotu, danes pa ni več. Korenine tega dejstva, da je danes tam ni več, pa ležijo že na tisti proslavi, kajti ko je nadškof Šuštar tisto lipo začel blagoslavljati, mu je nekdo izklopil mikrofon. Tako da simbolična slovenska osamosvojitvena lipa tega blagoslova ni slišala, blagoslova pa ni slišala niti Slovenija. In ga ni slišala do danes. Ta lipa je bila pred kratkim, potem ko so ta trg privatizirali, tako kot tudi to stavbo zraven, ve se kdo, presajena tele čez cesto, zraven grobnice tako imenovanih narodnih herojev in tam hira. Jaz sem bil v teh dneh na številnih proslavah po slovenskih občinah in povsod so s ponosom pokazali visoka, košata, lipova drevesa, ki so jih posadili pred 25 leti. Skoraj so dvakrat ali pa trikrat večje od te naše osamosvojitvene lipe tukaj. Prej gospod Hojs dejal, da tudi nobenega spomenika na ali ob tem trgu, kjer je polno raznih drugih spomenikov slovenske osamosvojitvi ni. Celo osamosvojitveno lipo so izgnali in po 25 letih ta lipa še vedno ni slišala blagoslova. Nadškof Šuštar, pogumni nadškof Šuštar, tudi po 25 letih še ni dobil naslednika, ki bi ta blagoslov opravil za celo Slovenijo na glas
tako da bi ga slišala Lipa in slovenski narod. Zdaj, ko boste videli, da na tem trgu ponovno stoji osamosvojitvena lipa, ko boste videli, da na tem trgu stoji tudi spomenik slovenske osamosvojitvi in ko se bo ta trg imenoval Trg Jožeta Pučnika, vedite, da ste se zbudili v drugačni Sloveniji. Po 25 letih, vsaj po teh izkušnjah v zadnjih dneh, lahko rečem, da neka streznitev o tem, kjer smo zašli, zatavali, vendarle prihaja. Vendarle prihaja in zadnji čas je za to. Pred 25 leti smo proslavljali razglasitev samostojne države, hkrati so po primorskih mejnih prehodih ponekod že gospodarili tanki jugoslovanske armade, Vipavci so se jim upirali z golimi rokami tisti dan in večina Slovencev se ni zavedala, da so pred nami dnevi, mogoče tudi tedni, meseci, leta preizkušnje. Danes po 25 letih lahko rečem, da je ta občutek deloma podoben. Kajti danes smo se zbudili v samostojni Sloveniji in v Evropski uniji, v katero smo stopili leta 2004, ampak danes ta unija ni več enaka, kot je bila takrat, ko smo vanjo vstopali. Pred nekaj dnevi je ena od članic, s katero delimo to povezavo v evropski družini, izglasovala tudi na referendumu, da iz te unije izstopa. In to ne katerakoli članica, ampak ena od največjih. Evropska unija je pred najresnejšo krizo od nastanka doslej. Vse krize, skozi katere je šla, in teh je bilo veliko, so imele ta skupni imenovalec, da so predstavljali nek zastoj na poti. Nismo se mogli dogovoriti, kako narediti naslednji korak. Zdaj pa prvič prišlo do situacije, ko je neka država članica naredila korak nazaj, vsaj srednjeročno nepovraten. Evropska unija se ne širi več, ampak se krči. To je slab signal za vse tiste, ki čakajo na vstop in vidijo to luč na koncu tunela tudi kot rešitev za svoje ali pa regionalne težave. Smo v neposredni soseščini tega prostora. Evropska unija je predvsem mirovni projekt. Zgrajena je bila zato, da narodi Evrope ne bi ponavljali dveh tragedij, ki so jih doletele v prvi polovici prejšnjega stoletja. Najprej mirovni projekt, šele potem projekt enotnega trga, ekonomije, gospodarske rasti, blaginje, prostega pretoka kapitala, blaga in tako dalje. In pred nami so časi, ko mirovno poslanstvo tega projekta ni več samoumevno. Začeli smo 25 let peli 7. kitico Prešernove Zdravice in smo tisti stavek, ne vrak, le sosed bo ali pa je mejak, jemali kot nekaj samo po sebi umevnega. Prihajajo časi, ko temu ne bo več tako. Če se ne bomo zelo potrudili, da je bilo drugače, da bo ta projekt živel naprej, in tukaj smo Slovenci, ne glede na to, da smo eni od 27 preostalih, so odgovorni za to. Vse druge alternative so za nas slabše. Če Evropska unija razpade, pred nekaj meseci sem na tem istem mestu na to opozarjal, bo razpadla seveda na nekaj velikih držav in na množico satelitov, ki bodo krožili okrog njih, odvisno predvsem od gospodarskih povezav. V vsakem primeru pa bo v prihodnjih mesecih in letih prihajalo do novega razvrščanja. Ob reševanju Evropske unije bo prihajalo do novega razvrščanja v njej.
No in v tem razvrščanju bo na prvem mestu pomembna gospodarska moč države. Nobenega izgovora ni več za to, da Slovenci strnemo sile okrog tega, da to gospodarsko moč države okrepimo, da izboljšamo pogoje za naše gospodarstvo, zmanjšamo bremena, predvsem razbremenimo visoke stroške dela, odpravimo vse tiste ovire, ki so potrebne za to, da pridejo tuje investicije, tuje znanje in da končno pridemo do tega, da se bo v gospodarskih sporih odločalo v evropskem povprečju, se pravi v roku enega leta, ne pa v 4 letih, kot je danes pri nas primer. To je temeljnega pomena, kajti naslednje razvrščanje, prvo, ki nas čaka po tem Brexitu, bo razvrščanje na podlagi gospodarskih kazalcev. Taj nedavni sestanek ustanovnih članic Evropske unije to zelo jasno nakazuje in ta signal je treba vzeti resno. Drugi signal ali pa druga krepitev, ki je nujno potrebna v tej situaciji še posebej, je krepitev slovenske obrambne moči. Pred nekaj leti bi te besede zvenele povsem v prazno. Danes so nekatere evropske države že uvedle nazaj splošno vojaško obveznost, še polovica drugih o tem razmišlja in tudi Slovenija mora o tem razmisliti. Predvsem pa se moramo nehati norčevati iz obrambnih struktur, ki danes pravzaprav z temi sredstvi, ki jim jih namenja vlada, zgolj še životarijo. In še nekaj drugih izzivov je, na katere bo treba odgovoriti bistveno hitreje, kot pa smo mislili doslej. Ključna točka, na katero ne smemo pozabiti v tem času, ki so pred nami in v katerem bodo mnogi naši špetirji iz preteklosti izgledali kot šala, ko potrebno ponovno strniti vrste, je pa to vrednostno središče Slovencev. Slovenci imamo eno samo obdobje v naši zgodovini, ki nas je združilo in tega vrednostnega središča se ne sme rušiti. Zaradi tega smo v teh resnih časih z veliko žalostjo opazovali, ko so priprave na to našo slovesnost posmehljivo imenovali z ne vem kakšnimi izrazi, ko so to veličastno slovesnost s tem izbornim, kvalitetnim kulturnim programom imenovali alternativna proslava in ko smo slišali z televizijskih ekranov visoke uradnike te države, ki so nam pravzaprav zapovedovali, kako naj praznujemo. Zdaj, za to Slovenijo smo glasovali, smo jo gradili in smo jo branili tudi zato, da bi vsak lahko njen rojstni dan proslavljal tako, kot si želi. Jaz ugotavljam po teh tednih, ko sem pravzaprav stalno na poti iz ene slavnosti na drugo, da se to dogaja. Slovenija praznuje po 25 letih enako veselo kot pred 25 leti. Bil sem na številnih proslavah po različnih krajih in občinah v Sloveniji, ker je bilo vzdušje takšno, kot je danes tukaj, ker je bilo staro in mlado, ker so se ljudje zbirali iz veselja, ne pa iz obveznosti in kjer so veselo plapolale tudi slovenske zastave. Glejte, in ta Slovenija, ki jo srečujem v teh dneh in tednih, je drugačna od tiste skregane, apatične, zamorjene, krizne Slovenije, ki skače ven iz televizijskih ekranov, radijskih sprejemnikov in časopisov. Je drugačna Slovenija. Je Slovenija, kakršna je bila pred 25 leti. In zaradi tega jaz verjamem,
da je hiša slovenske države postavljena na skali. Da so naši temelji toliko trdni, da tudi povodni, ki se napovedujejo, ne bodo ogrozile bivanja slovenskih rodov v tej hiši. Vendar se moramo zavedati teh izzivov. Zavedati se moramo teh izzivov in ne rušiti vrednostnega središča slovenskega naroda. In jaz lahko rečem, da v teh zadnjih tednih je bilo v Sloveniji na stotine domoljubnih proslav in slovesnosti, kjer smo se 25. rojstnega dne Slovenije iskreno veselili, kjer smo se zbirali iz veselja in ne iz obveznosti, in da so na vseh teh slovesnostih plapolale zgolj slovenske zastave. Samo nekaj je bilo alternativnih, kjer so plapolale tudi zastave agresorske armade. Torej, tudi to, ne glede na to, kako se to prikazuje preko ekranov, kar je bila Slovenija v teh prazničnih dneh, v zadnjih tednih in dneh, mene osebno navdaja z veseljem in optimizmom. In lahko ob koncu samo ponovim besede Jožeta Pučnika, ki jih je izrekel natančno pred 25 leti. Dejal je: ostati moramo pogumni in ponosni. Hvala. Hvala, ker ste pogumni in ponosni. Hvala, ker imate radi Slovenijo. Bog živi Slovenijo.
se zamudila, pogorelo mi je srce. Si ošabno se nosila, nisi mislila na me. Kak so rane mene sklene, ko sem mislil jaz na te. Zdaj so rane zopet cele, sreče polno je srce. Jaz pa čem si drugo zbrati, jo peljati pred oltar, prstan zlati črkovati, in je nosit gospodar. Ti pa samo boš stal, se spominja dana me. Boš mladost objokovala in točila po solze. Ti pa sama boš ostala, se spominjala na me. Boš mladost objokovala in točila po solze. Govoriti, poslušati, po možnosti tudi slišati. Včasih tudi sebe, predvsem pa drug drugega. Da, govoriti, pogovarjati se, dogovarjati se. Iskrenih namenov, čistih src in sočloveku prijazne duše. Za vsakogar mora obstajati nekdo, kateremu lahko zaupa, da se mu lahko zaupa, ko mu je težko. Za vsakogar mora obstajati nekdo, ki ga razume in posluša, ko mu je zmrznjena duša in mu je v srcu slabo. Nekdo, kateremu lahko zaupa tudi tiste težave, ki bi jih najrajši izbrisal iz glave, in mu lahko pove tudi to, kar ni povedati lahko. A pogovarjanje je za človeka še bolj pomembno kot obleka in hkrati danes redka stvar, za katero pa ni potreben denar. Pogovarjanje ni le za zabavo. Zdravilno je tudi, ko imamo težavo in se v lastnih mislih dušimo, dokler jih še z nekom ne delimo. Pogovarjanje je bližina in toplina. S pogovarjanjem smo družina in skupina. S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta in s pogovarjanjem smo mreža, madonca tudi zunaj interneta. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja,
da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolgčas razlaži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolgčas razlaži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Jaz, bratje, pa vem za domovino. S temi Cankarjevimi besedami je na Roški cesti 27. julija 1988 nagovoril množico protestnikov, mož, ki je zanetil slovensko pomlad. In potem je nadaljeval. Spet ste mi pokazali zvezdno pot do nje. Vaši žarki razumevanja so osenčili srepoto pogledov in utrip vaših src je utišal glas črnih skovirjev, ki so prileteli iz sotočja Donave in Save. Hvala vsem, ki ste bili z mano. Hvala za podobo moje domovine, ki ste zarisali v duše in srca mojih otrok. Bili ste z menoj, kakor sem bil jaz z vami. Samo vam priznavam pravico, da sodite o svobodnem šelestenju lipe, o času in prostoru raztezavanja njenih vej in smeri rasti njenih vrhov. Sam pa bom najsrečnejši človek, če me priznate za droben list na tem našem drevesu. S hvaležnostjo in spoštovanjem, Ivan Bošner. Prav je, da nocoj na ta praznični dan, srebrne obletnice domovine, ponovimo in premislimo besede
jaz, bratje, pa vem za domovino. Vsi skupaj in vsak zase. Vsi tukaj, v slednjem kotičku slovenske dežele, od zadnjega delavca in kmeta do izvoljenih oblastnikov, ki služijo narodu, tam čez v stavbi parlamenta, ali zadej v vladnih palačah, ali v drugih palačah, ki odločajo o usodi slovenskega naroda. Besede, ki jih je Borštner že davno prej pa Cankar izrekel in sem jih citiral na začetku, jaz, bratje, pa vem za domovino. Vendar jo srčno in iskreno ponovimo vprašalno, kakor vprašanje, bratje, pa jaz vem za domovino. Bratje, pa jaz vem za domovino. Iskrene čestitke ob velikem prazniku domovine. Vsem, ki čutite praznično in tudi vsem, ki tako ne čutite. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet.
Minljivost je del življenja samega. Vse se nekje začne, pa traja, kolikor pač traja, in zaide v svoj neizbežni kraj. Tudi naše današnje veselo, srčno druženje. Srčno in prešerno, klenosti in ponosa polno druženje. Dostojanstveno druženje dostojnih ljudi, ki čisto vsi po vrsti neskončno dobro v srcih mislimo. Vsi, od prvega do zadnjega. Naj se torej naše praznovanje nadaljuje. Nadaljuje v radosti in sožitju. Nadaljuje kot poklon domovini in vsem njenim neprecenljivostim. Nadaljuje v lepše, svetlejše čase, kjer se bodo vse lepote naše srebrne Slovenije svetlikale vsaj še nadaljnjih neskončno let. Srečno, Slovenija! Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, kje najti še lepši je svet, kje lepše je kot doma, se skriva v daljave zazrem, prekriča dolin gora, v daljavi še modro morje vzrem, kje lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Povej še oblaček ti bil, obhodil že nosi svet, je lepša dežela še kje, kot naša, kjer sem doma. Je vetrič veselo zapel, preletel je prek sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Lepa je, ker moja je,
sebi nosim ja i ne gore biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, ker po tihem dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Moja duša polna ran mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina. Je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, njen me vodi dom. Čustva z njo se potopi, je moj svet v njo. Starša govorila sta, če bo šla v dom, vedi, tu te čakava, tu živi tvoj rod, kjer se Jadran z Alpami spleta v Maurico. Tam ljudje zaljubljeni smo v Slovenijo. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Moja duša polna ran mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina. Je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, njen me vodi dom. Čustva z njo se potopi, je moj smet. Za Slovenijo živim, njen me vodi dom. Čustva z njo se potopi,